Ja, Jezus, lepa družina nikaj. Moj sin mora spati na kuhinjskem pultu. Ej, Benjamin, Benči, zbudi se, no. Joj, kaj si norijo, kaj sem te... Ja, pa kako moraš spati na kuhinjskem pultu, no? To se tudi jaz zdaj sprašujem. Ne razumem, zakaj nisi prespal pri svoji zakonski partnerki, tako kot vsak normalen moški? Ja, zato, ko moja žena zaradi vojnega nenapovedanega obiska je mogla spati s svojo hčerko. Zdravo, Ota. Kako si te spal? Spal sem ko zaklani veper. Kaj tečeš? Veš kaj, moji starši so živeli pri nama 15 let, pa je vse super funkcioniralo. Ja. Ziher je imelo kakve posledice. Se to se pa zdaj lučuvljata. Ja, to pa res nima nobene veze z mojimi starši. Ni dobro, če se otroci preveč odtujijo. Jaz sem vama hotela samo pomagati. Naprimer, hotela sem vama pomagati vzgajati Lidijo. Ampak vidva seveda nista hotela, ne, pa ne, no. Joj, mama, prosim te, no. Ta problem smo rešili že 742-krat. Mama. Spal se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za tri. To nad dopustov za pošto skrbi, ti rože zaliva prebajske stvari. To ti posodi jače kaj pa, Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začejo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, Da si pravi ti. lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in sneg. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in sneg. Lepo je biti sosed. Hvala. Lidijo sem videla pri krstu. Pol sem jo pa videla šele, ko je bila stara 5 let. Ko me je zagledala, je začela histerično vreščati. Ja, dobro, no, manj se te je pač prestrašila, ne? Če si pa imela taki veliki klobuk gor. Lidijo je mislila, da si Nekaj. čarobnica, pa tu. In namesto, da bi razložila, kdo sem, veš, kaj je rekla tvoja žena? Dvignila je Lidijo v naročje in je rekla, a ne boj se, Lidija, mi te čarovnici ne damo. Ja, dobro, no, malo je pač bila v šoki, ne? Midva svoje pa hodila potolažiti. Ti si pa bila tudi trmasta, veš? Če bi si takoj vzela dol tisti veliki klobuk, bi mala ziher takoj nehali okati. Ja, tisti klobuk mi je prinesel tvoj oče iz Pariza. Takrat me je imel še rad. Oj, mami, no, pa zdaj te imam tudi rad. Samo zdaj bolj malo hodi v Pariz. Glej, midva Žužu se tudi včasih kregava, pa to še ne pomeni, da se nimamo rada. Ja, ti jo že imaš, ti ja, še preveč. Ona pa seveda to veselo izkorišča in s tabo pometa kot sunjo. O, sem se že dokopala do cunje. Do zdaj sem bila samo slaba žena. Dobro jutro. Se ni treba nič čuditi. Ne morem pomagati, če sem razburjena, ko vidim, da mora moj sin spati na kuhinjskem pultu. Ti si spal na kuhinjskem pultu? Ja, In, kak je bilo? ja, malo me je bilo mrzlo. Zakaj si pa nisi štedilnika prižgal? Vidiš, to se pa nisem spomnil. No, saj mi ga je pol mama prižgala. O, Jezus, Beno! Daj, no, to ni nič. Evo, pa je že vride.
dobro jutro, Lidija. Kako si pančkala? Mama govori o spanju. Daj nehaj. Kaj sem pa govorila? Za 70 evrov ne boste nikjer našli takih gugalnikov. To pa ni dobro, jaz jih za 100 prodajam. Samo poskusite. Zagugajte se in očarani boste. Samo poskusite, zagugajte se in očarani boste. To pa ni slabo. Zakaj mi ti nikoli ne poveš, kaj govorim v spanju? Oj, če se pa še svojih sanj ne spomnim. To se moram zapisati. Daj poveš, kaj sem še govorila? Nič več, ampak si to tako ponavljala 2 uri skupaj. 3 generacije ženske v moji bližini. To ni dobro. Jaz bom šel k Ivoti. Pomembno opravilo naj jo čaka danes. Pa še svojega starega vzemi s sabo. Veš, kak je bila lepa? Jaz sem jo prvič videl v operi. Ja, kateri operi? Pa kaj je s svojim? Jaz mislim, da je bil to fantom iz opere. No, ona je prišla dol po štengah. Tako lepo postavo je imela. Moj foter en stavek na dan pove po navade. Kaj pusti so? Zdaj pa že 1 uro nepretrgoma govori. Tudi Tibor je povedal več kot kdajkoli, odkar je doma. Je. Res? A kaj ti veš, o čem se pogovarjata? O Pavarotiju, pa o Geduru. Kdo pa je to? Gedur. Pa tudi o tem, kako da ima tako lepe oči. A? Ja, Lidija ima res lepe oči. To ima po meni. Oček je govoril tvoj oče. Res? Igra. Zila lepa. Dobro, takrat še nisem bil, ne. Ja, isto tak, ne. Ja, dobro. Ampak, dobro je. Moram si še enega. Ivo, kako to delaš? Prek murske palačinke. Pa to dolgo traja? Ja, do konca priprave, kaj gladuješ zelo. Ne. No. Pa tudi če bi, jaz si tega ne bi upal nekako probat. Se veš, ko mislim. Ja. Ko si ti ono, orehe, jabke pa sir, to vse boš noč zbasal. Igan. To je bolj gibanica, Ivo. Tako jaz delam palačinke, po prekmursko. To je bolj po helsinško, če mene vprašaš. Jaz se nisem nič vprašal. Kaj? Ne, takrat še nisem bil. O, čelo, noš kak je. Jo, ta je tak lepi inštrument. Ja. Ivo, zdaj bi rad uresničil tisti svoj načrt. Včasih moraš to umetnino... Kateri zdaj? Sam gledati s svojimi očmi. Kjeri? Vse veš, ko sem se pogovarjala, da jih bova spet nazaj nekako skup spravila. Ja, koga 2? Ja, koga 2, Ivo? Je mojega atija po mojo mamo. Pa ko se ti res nič ne spomniš. Ločuvljata se. Ja, to ta malenkost. Da ti mu dal že jaz ena malenkost. Kaj bi lahko malo probal? Ja, ko bo končano, pa ne moti me zdaj, ko tehtam. Je to en zagomani recept za palačinke. Ja, te palačinke niso ordiner palačinke. Ja, vem, to so prekmurske. Igan. Ivo, kaj ti veš, kako je prekmurska gibanica dobila ime? Kako naj vem? Ja, kako? Tako, ne? Je živo v Prekmurju en gostilničar, ker je imel gostilno, ne? Ja, Franc mu je bilo ime. Gib se je pa pisal. Ja. No in ta gostilna je bila zelo znana po zelo dobrem pecive iz orehov, jabk pa sira, ne? Ja. No in pol je ta Franc Gib nekako umral, ne? Zdaj, kako se je to zgodilo, točno ne vem, pa to sploh zdaj nima veze. In je njegovo gostilno dobila v roke njegova hčerka. Ja, Anica. Ja, Gib, ne? Ja, in kakšno zvezo ima zdaj to z gibanico? Pa ne z gibanico, z Gib Anico. Štekaš? Ja. Ne? Ja, kaj me zdaj gledaš? Ja, Gib Anica, ne? Ja. Ja.
Ivo, veš, kaj sem se domislil za moja dva stara? Kaj si se že spomnil na črta? Kdaj si se ga pa spomnil? Ivo, če bi ti celo noč na pulti ležal v kuhinji, bi se tudi spomnil kaj, pa ne bi mogel zaspati. Kje si spal na pultu kuhinjskem? Ja, zakaj? Ja, zakaj? Ja, pa dobro, Ivo, obrni se enkrat. Hvala, Beno. Zakaj le? Tam sem spal pač. Do 3 nisem mogel zaspati. Ne? Ja. In zato, ker sem zdaj jaz zmatran, ko sem tako dolgo razmišljal, ti si pa spočit, upam, da me boš končno razumel. Pa daj, prosim te, nehaj že enkrat kuhat. Ja, kaj je, saj jaz lahko kuham in poslušam istočasno, ti kar govori. Ja, čakaj, Ivo, prosim te, no, skoncentriraj se, to so pomembne stvari. Za moje starše gre. Vem. Lahko se tragično konča. Beno, jaz to delam že 5000-krat. Roke so popolnoma avtomatične. Jaz sem sfokusiran na te, no ti kar govori. Dobro, Ivo, torej, poslušaj. Najprej morava mojega ateja nekak vred spraviti. Ja, se mi zdi, da je že kar sam sebe spravil v red. Ja, no, samo pazi. Morava nekak paziti, da se ga ne bo napil, ker če bo pijan, to se ne bo dobro končalo. Igan. Oj, ate, daj to sem, prosim te, pa ne mreš daj to pit. Poglej, kak zdravo hrano ti porje. Jaz ti bom tudi nekaj takega pripravil. Pridi, počakaj. Beno, ja ne moreš kar preskočiti žganja na mleko. Mu bo slabo, dat mu kaj zapit, kaj vmesnega. Komu ti naj dam? Ja, tam imaš domači rum, no, to bo dober prehod. Evo, tak vidiš, ate. Izvoli. Kaj je to? To, misli s pivom. Dobro, daj še malo piva. Ja, izvoli, tak. S pivom je dobro. Ja, to je patriotn misli. Dober tek. Ivo, morava mojega ateja zrihtati v frajer. Malo lase pa to mu pošlihtamo, pa ga lepo oblečemo. Silvika mu pa zrihta slepi zmenek. Na slepo. Aj? Ja. Zmenek na slepo, ja. Ja, kje pa je? Kaj to? Silvika. Ja, šla je v šoping spet. Ja, Ivo, pusti zdaj to, v kom je, pa kam je šla, pa na koga je šla. Vse se bo vse pošlihtala, boš videl. Ja. Daj, Beno, menila sva se, da se bomo dogovorili, kako bo z Lidijo in našim Tiborjem, da ju bova spravila skupaj. Ja, Ivo, po vrsti lepo. Najprej eno, pol pa drugo. No? Dobre, idi zdaj Silviko poklicat. Ja, Ja, pa kam zdaj greš? po telefonu spalne prostore. Ja, dobro, no. Jaz bom z njo govoril, da ne boš ti vse spet zašuštral, tako vedno. Alo? Ja doma sem. Kje ti si? Kaj tudi doma? Zakaj potem kliča? Ja, kako ne vidiš me? V kuhinjo. Beno, tudi ti palačinka žgeti se. Ivo. Slušaj, Silvika, ne vem. Beno, ja, žge se ti, zakaj ne ugasneš štedilnika? Ja, kaj ti pečeš palačinke, če telefoniraš? Ja, si rekel, naj pokličem Silviko, zato da se bosta nekaj zmenila. Dobro, ja. Silvika, en problem imamo. Ja, kaj treba dogovoriti? Ja, poslušaj, ti lepo malo pošlihtaj lase mojemi ateje, pa ga obleči v tvojo najlepšo obleko. Ja, kako, če nima iste konfekcijske številke? Ivo, improviziraj malo, no. Silvika, ti pa moraš z mano, prosim Ne, te. moram zdaj pospraviti malo. To potem pridem. Bo Ivo pospravil, ja? Greva zdaj. Ivo pospravi. Dobro, prosim te. Daj, gotovo, pa zelo, misli, ozanjat. Evo tak, Silvika. Ja. Čakaj. Kje naj začnem? Najne družine, ne, tvoja pa moja, tudi če se kaj takega zgodi, vedno smo nekako sočutni, pa to, ne? Jo pa ne morem pomagati. Ivan vedno nekaj zožge. Kaj zelo to sočutite?
Nekaj drugega ti hočem povedati, Silvika. Tudi, če se nam kaj takega zgodi, ne, si mi, pa vi vedno tako pomagamo, pa to, ne? Jo, ide. Ja. No in Silvika, zdaj jaz nekako rabim tvojo pomoč. No, kako lahko pomaga? Dobro je, kaj bi lahko še malo dobil? Ike. Ja, saj ne gre za nič tako kompliciranega, ne? Jaz bi samo rad dva človeka nekako skup spravil. Pa to. Ivan mi povedal ta stvar že. O, se pravi, mi ni treba vsega razlagati. Nam vse jasno. Joj, lepo to, da hočeš, da dva človeka srečno sto, ne? Ja, res je, ja. Ja, kakšni lepi občutek, da spraviš dva zlomljeno srce skupaj. Ja, no, v bistvu samo eno, ne? Drugo srce pa je... Ja, znam, ona čuti, samo naš... Beno, Ja, kaj je Bogdanček? labim ti dva. Kaj labiš? Dinačk, labim. Joj, daj prosim te, Bogdanček, ne zdaj. Vidiš, ko se s teto Silviko nekaj pomembnega pogovarjava. Kaj sta ljubček pa ljubica? Jo, kdo rekel ti to? Mama rekla, da si Beno tebe rad vid, zato vzel službo od tebe. Veš kaj, ti povej svojo mama, naj briga za svoje stvorice. Ja. Boste dale ljubčka? Ja, daj, no, prosim te, Bogdanček, ne zdaj težit, no. Labim. Kaj labiš? Dinačke. Ja, rabiš dinarčke. Sekci Levija nage babe tudi. Ja, dobro, no, zato pa dobiš, čakaj. Tak, evo ga, lepo, tu imaš, zdaj pa gas. Ale ti Dobro, jo, vredi je, no. Nage babe, nage babe, Ja, nage seveda. babe, nage babe, nage babe. Je to en mali kreten. Igen. Ja. A zakaj tak je? Ko je bil še dojenček, je eno parkrat mami z rok padel. Šta nam to, nam dobro. Seveda ni, še posebno zato, ko živijo v 3. štoke. Ja. Čakaj malo, kje so ostala? Aha, Jo, ja, spravimo skupaj, Aha, ne? ja. Imaš plan? imam. Poglej, Ivo je že dobil svojo nalogo, ne? On ga mora tako narediti, da bo bolj frajer, pa to, ne? Ja. In zvečer ga moramo spraviti v gostilno Zlato srce. Kaj moja naloga? Ja, glej, Silvika, ti ga pa moraš tako psihično pripraviti, ne? Ja, samo on ne sme vedeti, da ga tam kdo čaka, ne? Tako ga pripravi, pa mu povej, da bo najbrž prišla tja kakšna strašno lepa ženska, ker ga strašno ljubi, pa to. Joj, kako lepo. Ja. Komu jaz rada videla bi njih, kako skupaj spravljajo. Ja, to bi bilo pa. Ja, veš, da to sploh ni slaba ideja. Imam idejo. Kaj, če bi mi rezervirali v tej gostilni v kakšen koti še eno mizo, pa gremo tja, pa bomo gledali, kako se bo to vse končalo, pa to. Pa to, Joj, kam vleče, no. Ta frdamani frot, kaj je ta frdamani ni dar, da zapira vrat. Poglej, kar petelinju kožo sem dobil. Dobre, Silvika, akcija. Ja, hvala tebi. Čakaj. Ja, na zdravje. Lepo je biti sosed. Mama, kaj ti res misliš, da se ne bi vidva z Atejem lahko tako malo spet nazaj zbližala? Pa to. Za kaj takega bi se moral zgoditi pravi čudež. Aha. In kak bi naj taki čudež izgledal? Ja, no. Da bi bil spet moj stari dobri romantik. Sem ti že kdaj pravila, kako me je zaprosil za roko? Ne. No, poslušaj. Splezal je na tovarniški dimnik in s črno barvo napisal: ali bi se poročila z mano, Leon? Kak lepo. No vidiš, kak te je imel rad. Tako dolgo ime... Čakaj malo, kak Leon? Komu je zmanjkalo barve?
Ja, ne, zmanjkalo mu je časa, da bi do konca napisal Leonida. Prišli so policaji in so ga prisilili, da je splezal dol. No, takoj, ko je prišel iz zapora, sva se poročila. Zato, ja. To je pa res romantično. No, vidiš, ti bi pa rada imela mladega žrebca. Ja, in? Mogoče hočeš reči, da nisem več privlačna? Ne, ti si... Joj, mama, pa no, jaz te ne morem tako ocenjevati, pa to. Jaz sem jo tvoj sin, pa take. Centimetrček tu, centimetrček tu, centimetrček tu. Kaj pa Ivo pravi o meni? Jo, Ivo, a veš, da ni sploh verjel, da si že 60 let stara. Koliko bi mi jih pa dal? 50. No ja, bom zgleda res morala na to plastiko. Joj, mama, prosim te, no, nekaj že s to plastiko. Ko misliš, da si kakva hollywoodska filmska igralka, ali ka? Ja pa kaj? A jaz mogoče nimam pravice do kvalitetnega življenja? Ja, imaš, no. Glej, mama, da ne boš mislila, da tvoj sinko ni nič naredil, da bi bila ti srečna, ti lahko povem, da sem ti danes organiziral romantično večerjo z mladim, šarmantnim moškim v gostilni Zlato srce. S kakšnim moškim? Ja, to pa je presenečenje. Benjamin, opozarjam te. Če pride tja tvoj oče, bom ostala in odšla. In tudi tukaj me ne boš videl nikoli več. Kaj? Nisem dobro slišala, pardon. Kaj moramo narediti, da vas tu nikoli več ne bomo videli? Pa kom zdaj greš? K frizerju, Beno. Izgled je v biznisu zelo pomemben, razumeš? Zvečerni pridejo stranke, zainteresirane stranke za kogalnike. Tako da bi jaz imela showroom prazen, se veš, kaj mislim, ne? Kje pa so moje škatle? Ajo, Žuža, nič se ne boj. Vseh 19 je pod kontrolo. One že vejo, kaj mislijo. Saj veš, kaj mislim, pa to. Ne vem, pod kako kontrolo? Ja, to pa ve samo Špeh Ivan. O, super. Beno, pazi se, če se jim bo kaj zgodilo. Kaj imaš tu? Kaj? Šivam. Servus. Silvika. Kje ti, Borja? V kopalnici se brije. Brija. Ja, norce. Ti je šala helsinška. Briti se, briješ, brijejo. Ja, pravilno, zelo. No, posluš, kaj delaš s tato od Benu? Malo sem ga uredil. Kako se ti zdi? Ja, brez besed. Ja, na, poglej, tu imaš rožo. Všeč? Misliš, da všeč? Hidi, ja, zelo. Ja, nobena jih ne bi mogla zavrniti. Poglej pa še posvetilo, Ja. da vidimo, Preber. kaj ne sem... O, Zonja, pomagaj mi tu. Vedno sem te ljubil, samo nisem imel poguma, da bi ti to povedal. Ja. Odlično, Silvika, ti bi lahko pisala, ne vem, slogane za kakšne reklamne agencije. Ja, igen. Ja. Ja, in tudi jaz vem za enega. No, ne imam čas zdaj imam delo. Daj spravi tata od Beno nekom. Jaz imam pogovor s Tiborom. Daj še malo. Je unikaten zelo. Poslušaj. Ne, daj spravi In ga. kam naj ga odpeljem, peljemo. Spalnico. Pridite, stric, greva v naše spalne prostore. Bova gledala TV na orjaški ekran. Ja, kar tule, prosim. Tibor. Tibor. Kaj je? Joj, brije se. Ja. Dobro. Nem pozab voda za britje Pitralon, ja? Ja, dobro. Šta oblek? Ja. Ja, lepo. Samo ta kravat. To nem paše zraven. Kaj nemaš drugo? Ja nimam. Veš kaj?
Jaz kupila ti. Danes pomemben dan. Teta, ne delati takši halo glede tega koncerta. Kašni konec, Eret? A ja, ti ne veš? Ne vem. Jo igro na poroki, prijatelj se poroči. Zato kupil obleka in kravata. Kdaj je ta poroka? V 3. uri. Dobro, v 8 imaš rezervacijo Zlato srce, ja? Kaj? Ja, tam počakaj. Boš videl presenečenja. Jo, no dobro. Obleka, jo, violončelo. Ivan, ne pozab dati Tibor rožike zraven. Jaz grem kupit kravat. Ja? No, kaj imaš tu? Joj, mama. Ja, no, a zdaj vidiš, kako te ovija okrog prsta? No, torej, kdo je ta moški? Ja, koliko je pa star? Ja, no, ga poznam. Joj, no. Glej, mama, no, 10 do 8 pride lepo taksi, pa te bo spodaj čakal. 10 do 8? A, ne. V nobenem primeru nočem priti pred tem skrivnostnim ljubimcem. Naj kar malo počaka. No, vreje. Ja, prosim. Kdo? Gospod Želodec. Ja, ko pa vi? Kakšne dinarčke? Ne. Jaz nisem niti centa dal vašemu malemu Bogdančku. Kakve noge, bobe? Joj, lepo vas prosim, gospod Želodec, no. Pa vi veste, da sem jaz strogo proti nogim bobam. Ja. Absolutno, ja. Joj, pa meni se noge bobe gabijo. Ja, pa to, ja. Škotle? Jaz nimam nič z nobenimi škotlami. Ja, seveda. Ja, pa kot ti jaz vem. Ko me pa briga, če vi ne morete svojo klet zaradi A, na škotlах je napisano ime moje žene. Ne, nikoga ne kličite. Čakajte, takoj sem dan, ja. Zdaj šibam, ja. Joj, Ivo, pa jaz te bom... Servus, kje Beno je? Kje bi te bil? Kleti, škatle nosi. Pa to. Pa rekla mu sem, pokliče me naj takoj, ko Lidija gre. Kaj? Kam naj bi šla? Lidija, kaj dela tu? Ja, fuzbal, gledam. Pa to. Ampak ti morala biti v Zlato srce. Imaš rezervacijo. Ja. Ja, v Zlato srce. Tam čaka lepi frajer tebe. Silka, mislim, da ti nisi dobro seznanjena. Tja je odšla moja stara mama. Vsa jedna liškvana, pa naparfumana, pa z novo frizuro, pa bila je tako znemirjena, da je šla že v 7:30. Kolikor jaz vem, ta frajer čaka, no, ne pa na mene. Tibor, Prosim? tam čaka Tibor. Ok, nikoli ga nisem dobro razumela, ampak Tibor z mojo babico. Ne, ti morala biti tam, ne tvojo babiko. Joj, jaz ga poslala tja že pol ure prej. Fant mora vedno prvi biti, ja? Ko si ti, ja, nor? Ote! Ja, ko pa ti tu? Ja, mogo bi biti. Koga ti poslal v bar? Ja, koga? Tako sva se zmenila. Jaz poskrbim za mojo mamo, ti pa za mojega oteja. Kaki ote, spravimo skupaj svoje otroke. Ja, kdo ti je pa to rekel? Ja, Ivan celi teden govori o teh. Oj, pa jaz bom tega Ivana vpil. Lepo sem mu rekel, da najprej skup damo moje starše nazaj, pol pa dajemo skup naše otroke. Samo malo. Vi ste naju spet hoteli spraviti skupaj? Ja,
Beno mi je rekla, da ti rada imaš naš Tibor. Ne, to sem ti rekel za mojo mamo. Kaj tvoja mama ljubi naš Tibor? Ne, moja mama ljubi moj ata. Jaz sem organiziral ta zmenek za moja ta stara dva. Lepo ti to zorganiziral. Zdaj tam sedi tvoja mama, pa moj Tibor, gledajo se, ne razumejo ninča. To bi pa rada videla. Nič ne bomo to gledali. Zdaj takoj grem tja, pa to vse razložim, pa rešim stvar. Grem. Ajo. Mama, jaz ti moram nekaj razložiti. Ne, nič mi ne razlagaj. Kje je oče? No, stop tam notri. O, Jankec moj, ja ti poredneš ti. Ida, pusti zdaj to. Tibor mi je vse povedal, razumeš? Vse. Zakaj mi nisi nikoli povedal, da te vzburjajo moje oči? In zakaj mi nikoli več nisi povedal, da me imaš rad? Kako ste mi malo hecni ali kaj? Naj mi nekdo razloži, kaj se tu dogaja. Tvoj oče je danes po 3. porciji piva z mislihi izlil Tiborju svoje srce in mu povedal, kako zelo me ima rad. In Tibor je vse to povedal meni. Ja pa, ate, kot ti nisi to mami direkt povedal, naravnost, v ksiht. Sram ga je. Jo. Zvoni! Ja, stric Agadin ste pri nas pozabili rože. Ne ta ruža za Tibor. Silvika, ti bom potem razložil. Sem malo spremenil tvoj slogan, pa sem jaz kar podpisal pod Janko, a ne, ker ko sem slišal, kako je naš Tibor meni povedal, kaj mu je rekel stric Agadin, a ne, se mi je zdelo, da... Silvika, koliko je to stalo? 5420 forint, 20 evrov. O, evo, tu imaš, hvala. Mama, izvoli, to je od oteja. O, hvala. To pa je poncetilo, pa to. Ja, aha. Vedno sem te ljubil, samo nisem imel poguma, da bi ti to povedal. Janko, ti lumpek, ti. To se mi je zdelo najlepše posvetilo. Ja, vsekakor najbolj iskreno, zelo. Ivo, sicer sem imel ene druge v plani, samo kje tečiš? To pride. Ja. Ja, važni so rezultati. Hvala, Ivo. No, poglejte, kakšni lepi par. Lidija, moraš k nam priti, da Tibor zaigra na čelo ti. Igen, na čelo, pa ne, še na kakšno drugo struno. Igen, ja, kaj si rekla, kaj je? No, pa pri nas imamo romantično vzdušje, zelo. Ja, ste pa kar vabljeni, sem spekel prek Murske palačiče. Igen, ja, kar za mano. V vrsto, postavimo se. Počak, si v vrsti. Smo v vrsti. No, zdaj pa kaj tečeta? Pa to vse ve, tako mislim. Prosim, izvolite kar naprej, gospa Milena, prosim. Da niste prvič, gospa Anželkovič, dobrodošli v naš showroom. Prosim, bom jaz za vami vrata zaprla. No, to je ta gugalnik. Aha, pardon. No, to je gugalnik ZH216, kot vidite, primeren za vse generacije in za izredno ugodno ceno. 100 evrov je lahko že jutri na vašem vrtu. Vi samo poskusite.
Zagugajte se in očarani boste. In to vam lahko potrdi par, ki se je za ta nakup že odločil in sta izredno zadovoljna. Ne? Saj sta izredno zadovoljna, ne? Absolutno. Boste to vzeli, prosim? Ja. Pa še vi, pride zraven še senčko, vam še senčko pokažem. Prosim. Je stabilen, je, če kaj zapiha, to mora držati. Tak, no, senčka se pa nastavi in pol se regulira. Malo dol, malo gor, odvisno kak sonček sveti, ne? Ja. Je v lepi zeleni barvi in kot sem rekla, akcijska cena 100 evrov. Ja. Nikoli si ne bi mislil, da so tile kosmiči dobri tudi s pivom. Ja. Pivo, to bi mi ga lahko patentirala. Ja. To bi bili patriotni misli. Ja. Žuža bi to lahko prodajala. Zigar, ona vse proda. Ja. Tisti ležalniki so šli za marmelado. Ja. Prodala je vse do zadnjega komada. Ivo, veš, kaj se jaz mislim? Da se bom enkrat zbudil nekje drugje. Zato, ko nam bo Žuža celi blok prodala. Potem je čisto vseeno, kje se zbudiš. Kaj naj mu rečem, da naj da drug CD? Povej, naj da gor Mišota.